Gospe in gospodje, drage sodržavljanke in sodržavljani, zadnje čase se v Sloveniji vse pogosteje sprašujemo, ali nam je kdo ukradel državo. Sama sem ob tem razmišljanju postavila malce drugačno vprašanje. Ali smo sploh vzpostavili državo? Ko smo se pred dobrimi 20 leti osamosvojili, torej sama sem iz tiste generacije, ko je to upala, pa pravzaprav ne verjela, da se to res lahko zgodi, pa se je zgodilo, sem se spraševala po teh lepih trenutkih, ko smo dobili svojo državo, ali smo sploh res vzpostavili državo. In mislim, da je to tisto pravo vprašanje. Pred časom je eden od bivših ustavnih sodnikov na vprašanje novinarja, ali imamo pravno državo oziroma ali nam je kdo ukradel pravno državo, odgovoril, ne, pravna država nikoli ni nastala, razen institucionalno. Nepravična država se je začela zakonom o lastninjenju, ko se niso olastnili tisti, ki so premoženje ustvarili, ampak certifikatski tajkuni in iz omrežij podprti ali tolerirani nesposobni direktorji. Nekdo drug je v eni od svojih kolumn zapisal, da politično nismo demokracija, ampak oligarhija par ducatov centrov moči, ki so pri gradnji države preprečili razvoj kakršnekoli avtoritete, ki je temelj demokracije in ki namesto besedičenja vzpostavi stabilen odnos. Zato danes v naši državi nihče ne zmore jasno umestiti niti najbolj očitnega kriminala. K temu zadnjemu bi pa sama dodala, tisti, ki to znajo in zmorejo in so sposobni razvijati, katero ravnanje je kriminal in katero ne, so hitro preprečeni z javnim etiketiranjem in drugačnim relativiziranjem. Torej, dejansko se postavlja vprašanje, ali smo v celoti sploh vzpostavili državo. Mislim, da je naš osnovni problem nespoštovanje avtoritet in pristojnosti, ki jih nekomu damo na podlagi zakona. Sama namreč izhajam iz državnega tožilstva in zelo dobro vem, kako sem kot generalna državna tožilka 6 let bila bitko, tako rekoč z mlini na veter, ko sem poskušala vzpostaviti svojo pristojnost in delovati v interesu države in delovati tako, da bo državno tožilstvo uspešna inštitucija. Torej, tukaj je naš problem, vzpostavitev avtoritet in priznavanje pristojnosti. Spominjam se še dobro časov, ko se je razglašal nacionalni interes. Torej, nacionalni interes je eden najbolj zlorabljenih pojmov v Sloveniji. Zato sama pravzaprav, ko govorim o našem skupnem interesu, nikoli ne govorim o nacionalnem interesu, pa čeprav gre pravzaprav za nacionalni interes. Kaj je nacionalni interes Slovenije? Prav gotovo ne tisto, kar se nam je leta predstavljalo. Drug problem je zakonodaja, ki jo sprejemamo, spreminjamo, ki je včasih do nepreglednosti prenormirana, po drugi strani pa še vedno kakšna razmerja kljub temu niso urejene. Naslednji problem, po mojem trdnem prepričanju, je moraliziranje o skorumpiranosti. Vse pogosteje slišimo, kako so vsi politiki skorumpirani, kako vsi kradejo, kako vsi delajo vse narobe. To preprosto ni res. Niso vsi skorumpirani, ne kradejo vsi. In uspešna država ne more biti vzpostavljena brez političnih strank, brez politikov, ki državo vodijo in ki jo upravljajo v našem imenu.
Potem se mi zdi pomembna še ena okoliščina, ki jo mogoče premalo kdaj poudarjamo. Namreč, da je tudi od nas državljanov, od nas volivcev odvisno, kakšne politike volimo. Če volimo tiste, ki všečno govorijo, ki nam obljubljajo gradove v oblakih, pa pravzaprav dobro vemo, da to ni mogoče, da je za uspešno državo potrebno garati, potrebno je imeti skupni interes, treba je stopiti skupaj. Ni dovolj, da nam nekdo pripoveduje lepe besede. Torej, tudi od nas je odvisno, kako bomo reagirali na takšne stvari. Pred časom sem poslušala člana angleškega spodnjega doma, ki je govoril o tem, kako je biti politik danes osovražen poklic. In med drugim je na koncu povedal tudi to, da moramo ljudje dovoliti politikom, da so pošteni, da pošteno upravljajo z državo. Torej, tukaj je naša vloga. Pomembno je, da pravzaprav znamo oceniti, kdo res želi delati v našem skupnem interesu, kdo je vreden našega zaupanja, kdo bo upravljal državo tako, da bo dobro za nas vse. In tukaj je pomembna vloga volivcev. Srečujemo pa se tudi z problemom medijev, ki so povezani z vsemi temi stvarmi, ki sem jih prej omenila, ki ne izpostavljajo pravih problemov, ki ne odpirajo pravih vprašanj in ki ne merijo enakih stvari z enakimi vatli. Problem je tudi pogosto reagiranje posameznih inštitucij na kakšno kritiko. Pri tem bi rada najprej opozorila na to, da je resna kritika ena stvar, nekaj povsem drugega pa je blatenje ljudi, spravljanje z lažmi in neresnicami na ljudi. Torej, ko se nekdo ukvarja z osebo, z žalitvijo, s sovražnim govorom in ne z resno kritiko. Torej, tudi tukaj je velika vloga medijev, ki bi lahko razmejili med tem, kaj je resna kritika in kaj je žalitev, kaj je sovražni govor. V zadnjem času smo tega sovražnega govora deležni vedno več, vedno bolj pogostje in vedno bolj rigorozen, vedno hujše besede poslušamo, reakcij na to pa ni pravi. Torej, kar se kritike tiče, prava, resna kritika je za vsakega dobrodošla. Zato mi dovolite, da o tem pozorim še na neke stvari, ki so povezane pravzaprav tudi z nami samimi in kako včasih naduto reagiramo na kakšno kritiko. Pred slabimi 10 leti, ko Slovenija še ni bila članica Evropske unije, je na pravosodnem ministrstvu kot predpristopni svetovalec deloval nemški sodnik Dukov, ki je dobra 3 leta proučeval probleme slovenskega sodstva in delno tudi tožilstva. Takrat je napravil analizo situacije, povedal, kje so problemi, naredil primerjavo med nemškimi in slovenskimi sodniki in pravzaprav pozoril na to, da je v Sloveniji več sodnikov na prebivalca kot v Nemčiji, da imajo dobre pogoje za delo in da je problem njihova učinkovitost. Takrat nismo bili sposobni uvida v to kritiko in razmisliti, ali te besede držijo, ali je mogoče kje kaj popraviti, ali pa se kje mogoče tudi vsebinsko ne strinjamo. Vendarle je bila to kritika, ki je temeljila
temeljila na resnem in odgovornem delu. Takrat je ta predpristopni svetovalec doživel pravzaprav veliko pritožb in celo do tega je prišlo, da so se sodniki pritožili nemškemu veleposlaništvu. Na ta način se po mojem trdnem prepričanju ne rešuje problemov. Problem s sodstvom, s pravočasnim sojenjem imamo desetletje zatem še vedno pravzaprav enak kot pred tem. Torej vse to so nekako nanizani problemi, ki po mojem prepričanju kažejo na to, da države v resnici v celoti sploh nismo vzpostavili. To je mogoče storiti, vendar je to mogoče storiti le, če smo vsi za to, če stopimo skupaj in če smo pripravljeni skupno delovati v našem skupnem interesu, ker moje trdno prepričanje je, da pod ta minimalen interes se ne bi smeli nikoli spustiti, če želimo, da bomo kot država tudi obstali. Hvala lepa.